Gre za visokoresolucijski sistem, ki omogoča snemanje celic, v konkretnem primeru celic trebušne slinavke, še bolj konkretneje celic beta, na razne držaje. To je recimo zdaj v živo poskus, kjer imamo na desni strani en Langerhansov toček, tako to izgleda, posamezne celice, ki se aktivirajo. Časovni profil takšne aktivnosti vidimo, da na predraženjem takšne aktivnosti ni bilo in po draženjem se takšne celice bete odzovejo z oscilacijami, tako intermitentnimi dvigi kalcija. To je metoda, ki nam omogoča, da lahko z veliko resolucijo, tako časovno kot prostorsko, študiramo celice beta. Naš mikroskop je verjetno najsodobnejši konfokalni laserski skenirni mikroskop na svetu. Skupaj z pripravo tkiva, z našimi metodami označevanja celic, analize podatkov, pa je vse skupaj pravzaprav unikatno. Edini tovrstni sistem na svetu. Tisto, kar ta mikroskop dela poseben, so na eni strani viri svetlobe. Imamo beli laser, imamo multifotonski laser, ki skupaj omogočata najbolj optimalno zbujanje celic pri različnih valovnih dolžinah, predvsem pa na način, da te celice dolgo časa lahko zdržijo obsevanje s svetlobo in to omogoča, da jih snemamo tudi več kot uro. Lahko nekaj ur z zelo veliko časovno ločljivostjo in delamo posnetke večkrat na sekundo in pri tem ostanejo celice žive in normalno odzivne. Na drugi strani mikroskopskega sistema imamo pa izjemno občutljive detektorje svetlobe, ki so spet zelo pomembni za to, da lahko na strani vzbujanja uporabimo čim manjše moči in s tem spet čim manj škodujemo celicam. Torej, ključna beseda tukaj je, da celice ostanejo dolgo časa žive, njihovi odzivi so zelo podobni tistim kot v celotnem organizmu. To pa nam daje z vsem naštetim neko ključno kompetitivno prednost in priložnost, da iščemo nove tarče za zdravila, seveda na podlagi nekih novih spoznanj o tem, kaj gre v celicah narobe pri različnih boleznih. Iz vsebinskega vidika pa seveda v naši ekipi nadaljujemo z raziskovanjem mehanizmov razvoja sladkorne bolezni in vnetja trebušne slinavke. Torej, gre za preučevanje dveh vrst celic, ki se nahajajo v sebi trebušni slinavki. To so endokrine celice, ki proizvajajo hormone, ki uravnavajo razporejanje energijsko bogatih molekul po telesu in njihovo porabo v časih stradanja. In pa na drugi strani seveda eksokrini del trebušne slinavke, ki izloča prebavne sokove in encime, ki sodelujejo pri razgradnji energijsko bogatih molekul v svetlini našega prebavnega trakta in to potem ključno prispeva k absorpciji teh energijsko bogatih molekul. V zadnjem času pa širimo svojo dejavnost tudi na številna ostala tkiva.